Pozdravljeni. Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. In tokrat se bomo ukvarjali s skrivnostnim bolidom, ki so ga nekateri opazili na čeških avtocestah. Vprašanje, ki je prišlo na moj naslov, je izjemno zanimivo in nam daje ogromno dobrih iztočnic tudi za nadaljnje razmišljanje. A treba je povedati, da v sporočilu je bilo navedeno še marsikaj zanimivega. Namreč dobil sem nekaj podatkov v angleščini, kaj naj bi bilo to čudo, ki so ga končno izsledili na čeških avtocestah. Najprej je bilo navedeno nekaj izjemno zanimivega. Da naj bi šlo za prototip, ki ga je izdelala Dallara za Ferrari davnega leta 2006 in da naj bi imela vgrajen motor arhitekture V8. V trenutku, ko sem prebral ta povzetek nekih podatkov, ki so bili verjetno objavljeni v nekem angleškem viru, mi je bilo jasno, da zgodba verjetno ni takšna, kot trdijo nekateri viri. Da bi Dallara delala prototipe za Ferrari, no ja, možno je, ampak verjetno ni. Scuderia Ferrari lahko sama izdeluje izdelke, ki jih rabijo za sam program Formule 1. Če se že oprejo na Dallaro, je to v kakšnih drugih kategorijah, kjer rabijo pomoč za serijsko izdelavo. Dallara je seveda znan proizvajalec, ki izdeluje na primer šasije za Formulo 3, Formulo 2, IndyCar in še bi lahko naštevali. V Formuli 1 so oni podizvajalec za ekipo Haas, ampak sedaj v sedanjem času v viru je navedena letnica 2006. In tu sem si mislil, bo treba sedaj pogledati, kaj pravzaprav nam lahko povedo fotografije in tisti video posnetki, ker bodimo iskreni, se ne vidi mnogo. In takoj, ko sem malce bolj pozorno pogledal, sem opazil, da res gre za nekaj, kar bi lahko oddaleč spominjalo na Ferrarija 248. Še zdaleč ne nekaj, kar je bilo na progah leta 2006, ampak ni važno. A po drugi strani so podatki, ki jih je navedel tisti, ki mi je poslal vprašanje, mogoče celo točni. Če ne drugega, vsaj delno. Namreč ne gre za bolid Formule 1, ne gre za Ferrarija, ampak gre za Dallaro. Za Dallaro GP2/08, torej bolidov, ki je sodeloval v tisti kategoriji, ki jo danes poznamo kot Formula 2 in se je nekoč imenovala GP2. Vgrajene so imeli že takrat enote Mekakrom, ki so bile arhitekture V8 in uporabljali so maziva in goriva L. In tu prva zanimivost. Če smo natančni, lahko vidimo, da ta fantomski Ferrari ima znake Shella, ki je nekako normalno, ampak tudi Elf, kar je nelogično. Seveda, če ne poznamo malce ozadja. Ampak zakaj lahko trdim, da ne gre za Ferrarija, da gre za bolid GP2? Sicer spoznal sem ga po oblikah, ampak marsikdo ne bo verjel tej zgodbi. A če pogledamo, manjka mu marsikaj. Na primer, na tekalnih površinah nimamo kanalov, ki so bile takrat prisotne v svetovnem prvenstvu Formule 1. Pneumatike imajo rdeče napise. Takrat je bil prisoten v skuderiji Bridgestone in ne Pirelli. In nekdo bi lahko sedaj dejal,
pa saj ni važno, saj je logično, tiste pnevmatike, ki so stare skoraj 2 desetletji, so neuporabne, potrebno je bilo dati nove. In tu se strinjam, težava je v tem, da Pirelli svojih pnevmatik za Formulo 1, ampak tudi za Formulo 2 ali Formulo 3 ne prodaja na trgu. Temveč ekipa jih daje dobesedno na lizing. Prevedeno, poenostavljeno, na začetku dirkaškega vikenda pridejo mehaniki iz ekip z platišči, na katere Pirelli natakne pnevmatike, po končanem vikendu vse vrnejo. In tako, da bi se lahko začeli spraševati, ali je res bil praktično tisti, ki je sestavil ta bolid, vešč zgodovine Formule 1. Če bi dal bele napise Bridgestone, je bil bližje originalu, če je bil ta iz leta 2006 ali 2008. Ampak že tu se pojavlja novo vprašanje. Namreč videli smo številko 7. In številka 7, seveda, Kimi Räikkönen, kot je bila tudi čelada pobarvana tistega voznika, ki so ga zasačili na čeških avtocestah. Ampak tu je velika težava. Kimi Räikkönen je prišel v skuderijo Ferrari leta 2007, ko so prepovedali tobačne pokrovitelje in njihove napise. Torej, napisi, ki so znani navdušencem Formule 1 in skuderije Ferrari, ne bi smeli biti povezani s številko 7, s Kimijem Räikkönenom. In še nekaj več. Smo prepričani, da je imel Kimi takrat pri Ferrariju številko 7. Namreč moje znanje pravi, da se je Kimi sedmico izbral mnogo pozneje. Da so takrat v Formuli 1 ekipe dobile zaporedne štartne številke v mestu, ki so ga v predhodni sezoni zasedale na konstruktorski lestvici, in da oni, ki je nekako izbral te napise, konec koncev ni vedel, kaj počne. Bistveno bolje bi bilo, na primer, odpreti Google in izbrati fotografijo bolida, ki je bil takrat res na progi. Namreč dvomim, da nekje prodajajo sete teh napisov, teh nalepk, in jih je moral dati napraviti pomer. In seveda vidi se, da je bila zadeva napravljena malce z levo roko, kot da bi hotel nekdo nekje na nivoju nekega vaškega posebneža z rdečim bolidom, ki spominja na Ferrari, čarati brhka češka dekleta, ki mogoče delajo na tisti benzinski črpalki ob sami avtocesti. In verjetno ste prišli do tiste točke, ki je posebej zanimiva. Namreč, ali lahko v bolid Formule 1 sploh točimo gorivo, ki je prisotno na črpalkah? V teoriji da, v praksi verjetno ne. Namreč obratno deluje, če v osebni avtomobil damo gorivo za bolid Formule 1, bodo zadeve bile več kot dobrodošle, ampak obratno, no ja, motor z notranjim izgorevanjem bi se lahko zagnal, ampak tista razlika, tisti odstotek raznih primesi bi verjetno povzročil, da motor z notranjim izgorevanjem ne bi gladko. Sedaj se bom izognil moraliziranju. Namreč jasno nam je, da bolid GP2 ali pa Formule 1 ne sodi na avtocesti. Ne govorim o registrskih tablicah, ne govorim o lučeh, kar je, na primer, vsakomur izmed nas jasno. Namreč tudi ostali udeleženci v prometu morajo vedeti, kaj počne nekdo pred njimi, in smerniki so več kot dobrodošli, še posebej, če jih nekdo uporablja. Ampak rad bi poudaril, da bolid je zagotovo hitrejši od večine osebnih avtomobilov, ki so lahko na avtocesti. Zato ta razlika v hitrosti je potencialno nevarna. Ampak ugotovili smo, da pravzaprav gre
za neke vrste potegavščino, za neke vrste sanje nekoga, ki ima verjetno rad skuderijo Ferrari in ki je izdelal nekaj, kar mnogokrat vidimo v zabaviščnih parkih. Verjetno se še spomnite posnetka izpred nekaj let, ko so odkrili pravi zaklad zapuščenih zgodovinsko pomembnih bolidov Formule 1, ki v resnici to niso bili. Šlo je za ostanke tistega, kar je nekoč stvorilo tematski park v Formuli 1, kjer je nekdo bistveno bolje posnemal res prave bolide Formule 1, ampak ko je zadeva propadla, so ostali tam zapuščeni. In tu se poraja novo vprašanje. Bo morda Ferrari tožil tistega, ki je dobesedno zlorabljal njihovo ime, njihove znake? Spomnim se, da so tožbe strani samega Ferrarija prišle celo v Slovenijo, vsem tistim, ki so prodajali igrače, ki so samo oddaleč spominjale na nekaj, kar je nekoč bilo v garažah same skuderije. Tudi če so bili napisi drugačni, tudi če ni bilo poskočnega konjička, je sodišče seveda dobilo poziv. In tu se poraja še tisto glavno vprašanje. Zakaj mi takšnim zgodbam enostavno nasedamo? Treba je tudi omeniti, da sem pogledal, kako so drugi viri poročali o tej zabavni novici. In imamo 3 nivoje. Na portalu 24ur smo lahko zasledili v bistvu novico, ki je celo namigovala, da v resnici gre za bolid Formule 1 skuderije Ferrari. Čeprav, kot ste razumeli sami, že vsakemu, ki se malce spozna na ta šport, je bilo takoj jasno, da temu ni tako. Na spletnem portalu časopisa Delo smo dobili neko objektivno poročanje, kjer je bilo izrecno napisano, da gre v resnici za Dallaro, da ni to bolid Formule 1, še zdaleč ne skuderije Ferrari. In na koncu, tisti najvišji nivo, smo lahko zasledili pri časopisu Dnevnik, kjer je bila zgodba opisana od začetka do konca, kjer se je točno navedlo tudi tip šasije proizvajalca Dallara, ki je bila prisotna v prvenstvu GP2 od sezone 2008 do 2011. Ampak sedaj začnimo se spraševati, na kakšnem nivoju je, kot ste verjetno že uganili, naš nivo kulture motošporta. Je dovolj, da je bolid rdeč in bomo vsi kričali: "Glej, Ferrari!" Ali bi bilo dobro, da bi bolide skuderije Ferrari tudi poznali malce bolj od blizu? Je Formula 1 samo nekaj, kar nam v nedeljskih popoldnevih pomaga prebavljati malce preveč obilno nedeljsko kosilo, ali res živimo in dihamo za ta šport in poznamo tudi malce osnove, ne tiste podrobnosti, ki so verjetno namenjene onim res zagriženim privržencem, kamor se prištevam tudi sam. Namreč mnogokrat pridejo tudi na moj naslov pritožbe, kako imamo na primer slabe prenose, ampak izgleda, da večini gledalcev je všeč prenos, kjer imamo ogromno krikov, vzdihov, stokanja, kar me je mnogokrat spominjalo bolj na film za odraslo publiko kot na športni prenos. Ampak izgleda, da je nekaterim to všeč in da so ti posamezniki v večini. In takšnim posameznikom je verjetno tudi bolid GP2 iz čeških avtocest pravi Ferrari. Zakaj, mi sicer ni jasno, ampak verjetno bo že tako. Namreč mnogokrat se moramo vprašati, zakaj nam ponujajo takšne zgodbe, takšne konstrukte, ki ne stojijo
ne na zemlji in ne v nebesih. Enostavno zato, ker si takšne zgodbe zaslužijo. Zamislite si, če bi naš vaški posebnež svojo Dalaro v barvah Ferrarija poizkušal srečo na avtocestah v Veliki Britaniji. Takoj bi ga začeli zasmehovati, kajti vsem bi bilo tako jasno, da ni nič drugega kot posebnež. Posebnež, ki želi pritegniti pozornost pri tistih, ki se na Formulo 1 ne spoznajo, ki so mogoče videli film, ampak jih ta šport v resnici ne zanima. In tu se mora vsakdo vprašati, kam spadam jaz. Zame lahko rečem, da sem še preveč poglobljen v določenih tematikah, ampak izgleda, da je ta moja poglobljenost za nekatere prehuda, morda celo moteča in da nekaterim sem marsikdaj tudi rahlo nadležen. Upam, da danes nisem bil in da sem dal dovolj dober odgovor na izjemno zanimivo in pametno vprašanje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.